Tovarišice in tovariši. S tem prehajamo v sklepni del prvega dela kongresa in dovolite mi, da vas najprej tudi sam lepo pozdravim in da se vam uvodoma v imenu stranke zahvalim za ves trud, ki ga v stranko vlagate. Hvala vam za vse napore, za vsa odrekanja, za vse ure prebite na sestankih, za vse vikende in popoldneve prebite na stojnicah in za angažma, ki ste ga stranki namenili. Brez vas stranke ne bi bilo. Skupaj poskušamo že 8 let biti vsaj obližna rane, ki nam jih zadeva naš čas. In ko sem pisal ta govor, sem se potopil vase in premišljeval sredi tega hrupa, šunda, šumov, trušča, kako sploh zaobjeti ta sentiment, ki nas trenutno obdaja, kje ga prijeti in kje začeti ta govor, ki je v bistvu hkrati tudi moj prvi predvolilni nagovor v imenu Levice. Ob tem premišljevanju sta mi v misli šinila dva prizora. Prvi je oddaljen, iz leta 2004. Ne vem zakaj, ampak v misli mi je stopil koncert skupine Slon in Sadež, ki smo ga imeli v Železnikih na predvečer vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004. Takrat mislim, da sem prvič ob Kresu slišal njun komad, naslov je Slovenskega naroda sin, ki nekako to učbeniško zgodovino, boj slovenskega naroda skozi stoletja, popisuje v verzih, zaključi pa z refrenom: in zdaj Slovenec svobodno stopi zraven k združeni Evropi. Mislim, da se mi je to zapeklo v spomin, ker zelo lepo ponazarja občutenje v tistih časih. Vsi smo verjeli, da se je zgodovina končala, da je najhuje za nami in da imamo neskončno srečo, da smo se rodili v časih, ko pred človeštvom ni več nič drugega kot svetla prihodnost. Tak je bil takrat občutek. Drugi spomin je pa obraten in seveda bolj nedaven. Pred slabima 2 tednoma sem po dolgem času obiskal enega od ljubljanskih lokalov, kjer mislim, da nisem bil že 2 leti, in ko sem tam sedel, se mi je v spomin prikradel spomin mojega zadnjega obiska tega lokala. To je bilo pred 2 letoma, 14 dni pred začetkom korona krize. Z bivšo partnerko sva takrat gostila pisateljico Elvijo Vilk in njenega fanta, in Elvija, ki je takrat ravno izdala svoj prvenec, distopični roman Oval, mi je tistega večera razložila, kaj je apokalipsa. Apokalipsa, je rekla, veš, to ni ta veliki bum, Big Bang, nenaden konec sveta, kot si vsi predstavljajo, pač črna luknja, ki nas naenkrat posrka in nas vse pogoltne. Apokalipsa je rekla, bistveno bolj zajebana. Apokalipsa je počasna verižna reakcija, zmes različnih kriz, ki pokajo okrog nas, in ves čas se v bistvu tega zavedamo, ampak se delamo, kot da je ni, dokler ne pride do naših vrat. Svet, je nadaljevala, se je za mnoge že končal. Za begunce, ki se utapljajo v Mediteranu ali pa zmrzujejo v Bosni. Za ljudi, ki jih je takrat kitajska oblast zaklepala v njihove domove v Wuhanu, kar se je 14 dni pred korona krizo tudi nam zdelo nekaj, kar se lahko dogaja samo nekje v oddaljeni Aziji. Ali pa je rekla za vaše sonarodnjake, ki ta hip čakajo v čakalnih vrstah v zdravstvu ali pa v vrsti pred Rdečim križem. Razlika med nami in njimi, je zaključila, je ta, da je njih apokalipsa že dosegla, nas pa še ne. Zato se lahko delamo, kot da je ni. To sem si zapomnil, ker se mi je zdelo preroško. Izrečeno je bilo dobra 2 tedna pred tem, ko je nastopila Janševa vlada, razglasila karanteno in smo naenkrat lahko nek okus neke apokalipse začeli dobivati vsi. Naenkrat neslutene omejitve javnega življenja, zapiranje šol, karantene, zatiranje protestov, preganjanje civilne družbe in nasploh se je v družbo naselilo sovraštvo, ki je trgalo vse vezi. To lahko povem tudi iz lastnega primera, kako so se spremenili odnosi z nekaterimi prijatelji ali pa sorodniki. Skratka, ko sem po 2 letih se vrnil v ta lokal in mi je na dan privrel ta pogovor, sem prijateljem, ki so bili takrat z mano v šali rekel, da če smo vraževerni,
to, da se mi ta spomin in moje vračanje pač na to mesto po 2 letih lahko pomeni dvoje. Da smo nek film pogledali do konca in je neke krize konec, ali pa da gledamo serijo in v kratkem sledi nova sezona. No, 3 dni kasneje je Putin napadel Ukrajino in če se vrnemo v leto 2004, kot je rekel prej Slavoj, s tem smo dobili okus še nečesa, kar smo v letu 2004 mislili, da je preseženo. Vojna, ki smo jih prej gledali v Afganistanu, Iraku in na oddaljenih tujih deželah, je naenkrat prišla v Evropo, potem, ko so nam govorili, da je ne more biti več. Hočem reči, zgodovina do nas ni nič kaj bolj prizanesljiva, kot je bila do naših prednikov, predvsem pa se zgodovina leta 2004 ni končala. Meni je po prihodu na fakulteto od leta 2007 dalje, ki je sovpadal z zlomom svetovnih javnih financ, počasi postalo jasno, da pred nami ne bo to mirno morje, ki so nam ga obljubljali, pač pa bo vihar, ki nas bo butal ob skale in čeri. In da se lahko v tem viharju znajdemo le, če se bomo organizirali, znali stopiti skupaj in se zoperstavljati tem silnicam zgodovine. Postajalo mi je jasno, da noben človek ni otok, da se nihče ne more izolirati od sveta in da nihče ne more pobegniti od družbe. Pardon, Elon Musk, mene nič ne vleče na Mars. Postajalo mi je jasno, da lahko vsak po svoje prispeva in spreminja svet na bolje. In zato je bilo zadnjih mojih 15 let političnih, sprva kot aktivist, nato kot poslanec. In zato smo konec koncev ustanovili Levico. Levica je naše orodje. Levica je orodje, s katerim poskušamo spreminjati svet okrog sebe. In Levica danes praznuje svoj, oziroma na tem kongresu, v tem letu praznuje svoj 8. rojstni dan. Ko se oziram na teh 8 let, ki smo jih preživeli skupaj, seveda pač nisem človek, ki ne bi priznaval napak, seveda so se napake dogajale, ampak upam si pa reči, da je Levica vsaj malo pripomogla, da so apokalipse, ki so se verižile ta čas okrog nas, bile vsaj malo bolj znosne in da so nas zadele malo manj, kot bi nas lahko. Levica je bila vseh teh 8 let na strani dela, na strani zaposlenih, študentov, upokojencev, brezposelnih. Z našim zakonom se je minimalna plača, odkar smo v parlamentu, dvignila za več kot 100 evrov. Z našo pobudo se je minimalna pokojnina, odkar smo v parlamentu, dvignila za več kot 100 evrov in z našo pobudo so se najnižje socialne pomoči dvignile za več kot 100 evrov. In konec koncev, po 20 letih od referenduma o zaprtju trgovin, smo bili v Levici tisti, ki smo zagotovili 30 000 zaposlenim, da jim ob nedeljah ni več treba hoditi v službo, ampak jih lahko preživljajo s svojimi družinami, prijatelji, svojci. Levica je bila vseh teh 8 let glas preslišanih. Bili smo edina stranka, ki se je zavzemala za interese revnih, prekarcev, slabo plačanih, migrantskih delavcev, agencijskih delavcev, izkoriščanih. Ti ljudje nimajo ne svojih gospodarskih zbornic, niti svojih sindikatov. Ti ljudje nimajo svojih zagovornikov, ampak lahko se pa vsakič obrnejo na Levico. In Levica jim je vsakič poskušala priti na pot in pomagati po svojih močeh. Čeprav smo na referendumu čas je za izgubili, pa smo s tistim bojem omogočili pravno enakopravnost istospolnih parov v Sloveniji. In ne nazadnje, ne glede na to, koliko je bilo nepopularno, smo bili vseh teh 8 let edini, ki smo se vztrajno upirali hujskaštvu proti manjšinam, proti drugačnim, proti ranljivim, pa ne je šlo za begunce, priseljence iz držav bivše Jugoslavije ali koga drugega, ki ne ustreza Blut und Boden ideologiji vse bolj povampirjene desnice. Levica je bila vseh teh 8 let zelena opcija, edina zelena opcija v parlamentu. Kot stranka smo vztrajno stali ob boku zeleni civilni družbi, zaščitili smo Muro, vodili preiskovalno komisijo proti TEŠ6, pripravljamo podnebni zakon za naslednjo vlado.
Vztrajno smo blokirali fracking v Prekmurju, spravili v javnost dolgo zamolčan problem onesnaženja Anhovega in doline Srednje Soče, zaradi katerih obolevajo stotine ljudi v teh krajih. In vsem v dvorani bi se rad še enkrat zahvalil za vaš angažma pri referendumu za zaščito vode poleti, kjer smo skupaj s civilno družbo referendum dobili z plebiscitarnimi 87%. In nenazadnje, Levica je bila 8 let konsistentna. Pokazali smo, da se na nas da zanesti, da obljub ne jemljemo zlahka in ko rečemo, da bomo nekaj naredili, bomo to naredili, tudi če bomo za to krvaveli. Tukaj bi tudi sam spomnil na primer poskusa ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Pokazali smo, da se ne udinjamo ne kapitalu, ne lobijem in zlahka ne podlegamo pritiskom. In posebej sem ponosen, da v 8 letih za nami ni niti enega korupcijskega škandala, niti ene resne afere. Pravijo, politika je umazana, ampak težko bodo pokazali, kje se je Levica umazala. In točno take nas pričakujte v prihodnje. Levica ne daje praznih obljub, predvsem pa Levica ni naprodaj. Pred nami pa so novi, večji izzivi. Čez 7 tednov, 24. aprila, so volitve, ki ne bodo le volitve, ampak kot smo slišali ob začetku kongresa, plebiscit. Odločali se bomo, v kakšni državi želimo živeti in sam bi izpostavil še enkrat, da bosta na tem plebiscitu pomembni 2 stvari. Prva je, da blok Levice in sredine odločno porazi desnico in druga je, zelo pomembno bo, koliko glasov v tem bloku bo dobila Levica. Naš delež bo namreč bistveno vplival na barvo, vonj in okus naslednje vlade. Bomo dobili še eno vlado statusa quo, še eno vlado Mira Cerarja ali pa bomo dobili vlado, ki obljub ne bo imela za mrtve črke na papirju in si bo upala zagristi v velike krize našega časa. Naša stava je jasna. Na volitve gremo, da premagamo desnico in na volitve gremo, da dobimo vlado z Levico. Ob tem pa bi pred začetkom volilne kampanje želel izpostaviti par ključnih zadev, na katere lahko pri Levici v naslednjih letih računate. Prvič, stanovanja. Stanovanja so v Sloveniji postala luksuz. To ni več problem samo Ljubljane in Obale, ta problem se je razlezel po celi Sloveniji. In zatajila je država. Najprej je v začetku 90-ih vsa stanovanja sprivatizirala, potem pa je 30 let vse prepuščala prostemu trgu. Danes cele generacije ne morejo do stanovanj, ne da bi ob tem izgubili polovico ali več svoje plače, svojega mesečnega prihodka za najemnino, ali pa enak delež dohodka za to, da vzamejo kredit za 20 ali pa 30 let, da sploh imajo streho nad glavo. V Levici napovedujemo, da bomo to končali. Naše pogajalsko izhodišče je, da je treba v naslednjih 10 letih zgraditi 30 tisoč dodatnih stanovanj, da je treba obdavčiti tiste, ki so si stanovanja nakopičili in da mora streha nad glavo postati pravica, ne pa luksuz. Drugič, vztrajamo pri svojem starem sloganu, blaginja za vse, ne le za peščico. Stanovanja so le del širše slike. Naš namen je graditi socialno državo za 21. stoletje, ki bo odgovor na individualiziran kapitalizem, kjer je posameznik za vse sam, prepuščen samemu sebi. V demokratičnem in ekološkem socializmu bo lahko posameznik računal na kolektivno solidarnost, na vrtec, ki ga ne bo stal 400 evrov na mesec, na plačo, od katere bo lahko dostojno živel, na stanovanje, ki ga ne bo obubožalo, na zdravnika, ki bo dostopen zdravstveno, ne pa z bančno kartico, na zdravljenje, na katerega ne bo treba čakati več mesecev ali pa celo let, na dostojen dohodek in ne na revščino, če bo slučajno zbolel ali pa izgubil zaposlitev, na dolgotrajno oskrbo, ki ga ne bo stala cele pokojnine in na pokojnino, ki te ne bo na stara leta pahnila v revščino.
Tretjič, prihodnost za vse, ne le za peščico. Če sta nas COVID in vojna v Ukrajini presenetila, se največjo krizo 21. stoletja da napovedati. To bo podnebna kriza. Kot je prej povedal Luka Omladič, nas znanstveniki že 50 let opozarjajo, da se atmosfera pregreva, da živalske in rastlinske vrste pospešeno izumirajo, da bo v svetovnih morjih kmalu več plastike kot rib in da bodo deli planeta postali neprimerni za življenje, kar bo sprožalo konflikte, vojne, migracije. Slovenija iz tega ne bo izvzeta, ne si slepiti, ne si zatiskati oči. Od vseh evropskih prestolnic naj bi se do leta 2050 najbolj segrela prav Ljubljana in to kar za 8 stopinj Celzija. Boj proti podnebni krizi zato dajemo kot eno od naših prioritet in če se vrnem na besede Luke prej, Omladiča, vemo, da podnebna kriza ni nobena priložnost, podnebna kriza je nekaj, s čimer se je treba soočiti. V Levici si ne zatiskamo oči in ne nadevamo plašnic. Vemo, da neskončna rast na omejenem planetu ni mogoča, vemo, da bo do leta 2030 treba zapreti TEŠ in vemo, da pri tem ne smemo obubožati Velenja, ki ne sme postati novo Trbovlje. Vemo, da bo treba podeseteriti naše investicije v obnovljive vire energije, vemo, da je treba posodobiti železnice in javni prevoz, vemo, da je treba decentralizirati državo in graditi trajnostne soseske in vemo, da je treba v boju s podnebno krizo začeti spreminjati naše delo in naše življenje. Da planeta B ni, smo pa mi in imamo še čas, da tega, ki ga imamo, rešimo. Četrtič, ekonomska demokracija. V Sloveniji pravijo, da se že 30 let išče odgovorne lastnike. Najprej smo dobili pidovske sklade, nato barone in zdaj nazadnje dobivamo lastnike v obliki finančnih skladov ali pa oligarhov tujih držav. Vsem tem trem je skupno to, da podjetja vidijo predvsem kot stroje za ustvarjanje dobička in da jim je precej vseeno, kako živijo zaposleni v teh podjetjih in kaj imajo v teh podjetij lokalne skupnosti. Malo vprašajte kulturne ali pa športne organizacije, koliko so se zmanjšala sredstva, ki jih podjetja namenjajo kulturi in športu v zadnjih 10, 20, 30 letih in boste videli, kaj se nam dogaja. Dogaja se nam to, da kot je eden od znanih slovenskih ekonomistov rekel Max Tajnikar, 30% našega bruto domačega proizvoda predstavlja kapital, ampak ta kapital ne prispeva ne za zdravstveno blagajno, ne za pokojninsko blagajno in bore malo davkov, ker se ga vedno več zliva v tujino, v svetovne centre moči in k svetovni eliti, ki si z njim pač kupuje svoj luksus, jahte in krepi svoje finančne imperije. Naš odgovor na to je ekonomska demokracija, ki je dvojna. Po eni strani vrnitev države, kar pomeni, da mora država imeti v lasti velike sisteme, zdravstvo, šolstvo, pokojninski sistem, velike banke, infrastrukturo. Po drugi strani pa lastništvo zaposlenih. Lastništvo zaposlenih je odgovor tako na probleme socializma 20. stoletja kot na probleme kapitalizma. Vključevanje zaposlenih v lastništvo pomeni, da bomo dobivali lastnike, ki v podjetjih, kjer delajo, imajo tudi službe in v teh podjetjih dobivajo plače. V krajih, kjer so ta podjetja, ti ljudje zelo pogosto živijo in jim ni vseeno, kaj imajo njihove lokalne skupnosti in njihova okolja od teh podjetij. In ne nazadnje, ti ljudje ne bodo z dobički teh podjetij kupovali jaht, zaposleni kot lastniki bodo vlagali kapital nazaj, bodisi v razvoj, investicije, kakovostna delovna mesta, bodisi bodo z njim postorili kaj koristnega v lokalnih skupnostih. Ta tradicija je pri nas dolga, od Janeza Evangelista Kreka na desni do Edvarda Kardelja na levi. Mi se lahko učimo od obeh, predvsem pa se lahko naučimo iz napak, ki smo jih videli v 20. stoletju in vzpostavimo model demokratičnega socializma, primeren našemu času
primeren odgovoru, primeren vprašanjem, izzivov, ki nam ga postavlja sedanjost in 21. stoletju. In petič, mir in demilitarizacija. Po napadu na Ukrajino smo v Levici jasni. Ta je nezaslišan, nedopusten in neopravičljiv. Putin mora invazijo nemudoma končati. A po drugi strani, vojna v Ukrajini ne sme biti izgovor za pospešeno militarizacijo ali za zaostrovanje nove blokovske delitve ali tople vojne, kot jo je poimenoval Slavoj na začetku kongresa. Nemčija je že sprejela, da bo investirala dodatnih 100 milijard v oboroževanje. Za nas je to zaostrovanje, ne pa rešitev problema. V Levici zagovarjamo troje. Prvič, namesto v orožje je treba investirati v blaginjo. 1 milijarda evrov na leto, kolikor bi jih Janša, Tonin in večji del slovenske sredine dali na leto za orožje, je denar, s katerim bi lahko vsako leto zgradili 10 tisoč novih stanovanj. Vsako leto bi lahko z milijardo zgradili en drugi tir, vsako leto bi lahko z milijardo zgradili en klinični center. Se bomo res temu odrekli zato, da bomo kupovali tanke in oklepnike? In ne nazadnje, a se nismo iz zgodovine naučili predvsem to, da so ljudje, ki jih stanovanje obuboža, nimajo dostopa do zdravstva in ki so oropani prihodnosti, hkrati ljudje, ki so najbolj dovzetni za hujskaštvo in nacionalizme. Se nismo naučili, da je najboljši odgovor proti vojni, najboljši protistrup proti vojni, blaginja za vse. Drugič, tukaj se bom spet obrnil k Slavoju, treba je pokazati, da so trenutno ravno tisti, ki so najbolj ogreti pri nas za vojno v Ukrajini, ki si potihem želijo, da bi se ta razširila po Evropi, v resnici tisti, ki želijo Slovenijo narediti najbolj podobno Putinovi Rusiji. In zadnjič, mirovna politika. Vse skozi bomo delovali v prid temu, da se Slovenija ne bo zapletala v konflikte in da bo njena zunanja politika delovala v smeri pomirjanja, ne pa zaostrovanja konfliktov ali novih blokovskih delitev v svetu. S tem prehajam k sklepu, kjer se bom vrnil na začetek. V času, ko smo obdani z apokalipsami, se nam zdi, kot da se kobacamo iz krize v krizo, da je vse, kar nam preostane, čakanje nove apokalipse. Neki teoretiki zarote zdaj že pravijo, da bo naslednja faza prihod nezemljanov. Naš cilj in intenca morata biti obratna. Pokazati moramo, da spirala zgodovine ne gre nujno navzdol, ampak da lahko gre tudi navzgor. Da je lahko jutri boljši od včeraj. In tukaj se je treba vrniti v tisto, kar sem na začetku kongresa opisoval, občutje leta 2004. Mislim, da med današnjim trenutkom in takratnim obstaja ena bistvena razlika. V moji mladosti, najstništvu je družba imela neke cilje, ki jih je recimo, da temu ukvirjal vstop Slovenije v Evropsko unijo. In ko smo se približevali temu cilju, se je zdelo, da družba nekam napreduje. Po letu 2004 pa je na mesto ciljev vstopile krize, na mesto napredka pa razkroj. In zato je ključna naloga v naslednjih letih, da tej družbi damo nov horizont. Kot je povedal Slavoj, liberalni kapitalistični red je v globoki krizi in civilizacijo pred razkrojem lahko reši samo radikalna herezija, ki jo ponuja Levica. Zato bom kongres zaključil z radikalno stavo. Treba si je začeti zamišljati Slovenijo leta 2030 kot državo, ki bo 1 milijardo na leto za orožje, namesto za orožje namenila za stanovanja, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, kot državo, ki bo več vlagala v železnice kot v ceste, kjer boš lahko iz Maribora v Ljubljano prišel z vlakom v 3/4 ure, kot državo brez tajkunov in izkoriščevalskih finančnih skladov, pač pa široko vključitvijo zaposlenih v lastništvo, kot državo brez Teša 6, a z elektriko iz obnovljivih virov, kot državo, kjer se ne bomo več pogovarjali o tem, v kako globoki krizi se je znašel liberalni kapitalizem, ampak o tem, kakšno perspektivo nam nudi demokratični in ekološki socializem. To je pot,
po kateri hočemo stopati. To je naš protistrup apokalipsam, ki se verižijo okrog nas, in kot pravi Kajuh, ne mislimo čakati kralja Matjaža. Kralj Matjaž smo mi vsi. Mi vsi smo tisti, na katere smo čakali, in prihodnost bo taka, kot jo bomo sami oblikovali. 24. aprila bo nov dan, mi pa moramo poskrbeti, da bodo od jutri naprej spet dovoljene tudi sanje. Hvala lepa.